Živjo, moje ime je Maja Veje in danes gremo skupaj na vznemirljivo potovanje, kako najdemo nove stranke za vašo storitev ali produkt, ki ga imate. In sicer rešitev so marketinški kanali, jih je pa kar veliko. Tako da moramo se odločiti, kateri so tisti kanali, katere je vredno investirati. Tam, ko boste zagotovo najdeli tiste kupce, ki jih rabite, tiste kupce, ki bojo najbolj navdušeni nad vašo storitvijo ali produktom in definitivno, da boste dosegli na koncu najboljše rezultate. Tako da, preden gremo na to vznemirljivo potovanje, polno primerov, ki sem jih izbrala za vas, naj se samo še na hitro predstavim. Se pravi, jaz sem poslovna svetovalka, sem tudi mentorica leta 2021 za startupe. Delam tako s ful velikimi podjetji, kot so Google, Rocket Internet, Šparom Slovenija imamo ful lušno partnerstvo, Metro Germany, imam izkušnje z multinacionalkami in zelo velikimi akterji, zelo rada pa delam tudi z manjšimi podjetji. Zakaj? Zaradi njihove fleksibilnosti, zaradi tega, ker se lahko res hitro implementira, ker se zmeniš. In ta prenos dobrih praks prihaja v obeh straneh, definitivno. Pa še mogoče zadnjo zanimivo dejstvo, evo, jaz imam tudi 5 let že tečaj na Udemyju, na spletni učilnici, ki ga je obiskalo že 50,000 študentov. Pogovarjamo se o digitalnem marketingu, o growth hackingu, pa o splošnem razvoju poslovanja. Tako da upam, da vas je to prepričalo, da ste danes v dobrih rokah in gremo mi to kar narediti. Zakaj se o tej temi sploh pogovarjamo? A veste, tržniki smo pogosto kot kar neke srake. Najdemo nekaj, kar se svet in pa gremo vsi tja. In problem rata, zaradi tega, ker pa gremo vsi tja, zadeve kar ne delujejo več, ne, zaradi tega, ker so zasičene. In točno tako je pri naših marketinških kanalih. Se pravi, kadar vsi navalimo, naprimer na TikTok ali pa na kakšen Clubhouse, se uspešnost teh kanalov drastično zmanjša. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno smo si zdražili prostor. In tlele je res dve stvari, ki sta zelo pomembne. Prva je, da ne greš brez glavo v vsako novotarijo, ki se pojavi, ampak da to malo strateško validiraš, če so tvoje stranke res tam in če je to dejansko priložnost zate. In ta druga stvar, da kljub temu, da moraš biti previden, moraš biti pa še vedno drzen. Se pravi, ne da čakaš 2 leti, da se bo pol nekaj pokazalo ali ne, zato ker takrat bo kanal verjetno že na polno prezasičen in zelo drag, ampak da še vseeno majčkeno rizika vzameš. Se pravi, danes smo naučili, kako se naredi ta prioritizacija, ta validacija kanalov, da najdemo tiste, ki bojo najuspešnejši za nas. In točno sem gremo. Se pravi, mi se bomo pogovarjali o tem, kako izmed množice kanalov. Zdaj, po tem modelu, ki ga imam jaz na desni strani, jih je nekih 17-18, v mestnem času, odkar je bila ta knjiga izdana, še 5 novih strateških pojavil. Tako da to je bitka, ki je nikoli ne zmagaš, zato ker se pokrajina to hitro spreminja. Je pa res, da ti ne moreš naenkrat delati na 18 ali pa 20 kanalih. To je nemogoče iz vidika sredstev, se pravi budžeta, ki ga imaš, iz vidika ljudi, ki bi to upravljali, in moraš najti tiste, ki so za tvoj posel najbolj zanimivi. In zakaj obožujem ta diagram na desni strani je, zaradi tega, ker ti pomaga zožiti čez eksperimentacijo, čez različne trženjske kanale, nabor teh, ki jih boš ti uporabil, na tistih par, ki ti bo res prinašal super stvar. Ker noben posel na tem svetu ne dela vseh stvari naenkrat. To bi bilo nemogoče. Moramo se osredotočiti in to je tema današnjega predavanja. Prva stvar, ki se moramo pogovoriti je, kateri so zdaj tisti kanali, v katere se je vredno vsaj majčkeno poglobiti, se pravi, da jih moramo poznati, zaradi tega, ker smo v prejšnjem letu se res veliko naučili o tem, kako se naredi ena enostavna sprememba in kako se svet lahko čez noč praktično zlomi. In tlele je odgovor. Se pravi, najbolj drastična stvar, ki nas je doletela leta 2021, je bil iOS update. To čisto enostavno pomeni, da vsi, ki imamo Apple naprave, da smo dobili možnost, če želimo ali ne želimo s Facebookom naprej aktivno deliti svojih podatkov. In tlele je sicer podatek za Združene države Amerike, ker je 96% reklo, ne, mi tega ne želimo. Tudi v Evropi seveda ta procent bi bil drastično nižji in zadeva se je zelo zaostrila. Zakaj? 2 leti nazaj je bilo zelo enostavno oglaševati. Enostavno najdu si neko skupino ljudi, ki ustreza določenim interesom ali pa demografskim dejavnikom, kot je starost, iz kje so take zadeve. In
če nisi res najbolj na svetu čudne kreative naredil in čudnega teksta ali pa neprivlačne ponudbe, ti je že kar ratal, je bilo že v redu. Zdaj so se pa zadeve totalno zameglile iz vidika analitike. Ratal je zelo težko slediti temu, koliko dejansko nakupov prihaja iz Facebook pa iz Instagramu oglaševanja in tlele je bila res ena taka, bom rekla, mrzotuš za vse nas, ki smo prej zelo veliko oglaševali. To ne pomeni, da je zgodba končana, se borimo naprej, ampak je pa bil definitivno en takšen izziv, ki smo ga mogli čez. Pol Clubhouse. Če se ne poznate Clubhouse-a, to je neka aplikacija, ko so lansirali, si lahko prišel v to aplikacijo samo s povabilom od nekega tvojega prijatelja, ki je to povabilo imel za podariti. Jaz se spomnim, kako smo tam delili statuse na družbenih omrežjih, kako so ljudje pošiljali SMS-e, hej, a imaš kakšno povabilo? In ja, kar naenkrat smo bili vsi tam, ne? Se spomnite tistega slajda od srake. Pa smo ugotovili, da se tam da nekaj ful pametnega početi. In ta zadeva je z vidika uporabnikov, do zdaj, ki se pogovarjamo, se pravi konec leta 2021, ne bi rekla razpolovila se je, razdesetkala se je, razstotverila se je in tlele se je mogel produkt res orang definirati. Pa ena malo bolj spodbudna zgodba, zato da ne bomo čisto sam negativni, je pa Volt in njegov TikTok. To je pa noro. Se pravi, pri Voltu vsi vemo, da gre za finsko podjetje, ukvarja se z tem, da nam pomaga pri naročevanju stvari iz restauracij, se pravi hrane na dom, potem drugih stvari, ki jih rabimo, naročevanje iz trgovin. In ja, iz vidika tega, da dosežeš imaš populacijo, se pravi Gen Z, generacijo Z, tisti, ki so stari manj kot 20, je to naraven kanal. To je nativen kanal za njih, res zelo pomembna zadeva. Kaj pa mene navdušilo pri Voltu pa pri njihovem TikToku pa je, da ne samo to, da oni uporabljajo to za trženje, da to uporabljajo tudi za rekrutiranje za svoje dostavljavce. Se pravi, eni izmed njihovih dostavljavcev so se pripravljeni malo osebno izpostaviti in tlele imamo njihov profil, kako snemajo videe, kako se pogovarjajo z ljudmi, kako oni dobesedno odgovarjajo na vprašanja, tudi v smislu, koliko zaslužiš. Vodja trženja na Voltu Slovenija je Manca Šalehar. Ona je tudi prišla v Gorico pa pojasnila vso to njihovo disciplino, kaj oni delajo na tem in zaupala nam je, da je to eden izmed najcenejših kanalov, da pridobivajo nove dostavljavce, se pravi ljudi, ki so pripravljeni razvažati za Volt. Tako da ne samo iz vidika kupcev, ampak tudi iz vidika tega, da pridobimo nove kadre v podjetje, je to zanimiv kanal, na katerem bi lahko mi vsaj probali kakšno partnerstvo s kakšnim vplivnežem, če ne še kaj več. Ampak o tem vse v nadaljevanju. Zdaj mi šibamo naprej na tiste kanale, ki pa nismo pričakovali, da bojo še uspešni, pa jim nekako še vedno ratuje. Gremo tukaj pogledati takoj prvo stvar, ki bi jo rada delila z vami, je podcast. Se pravi, jaz v slovenščini spremljam veliko podcastov, snemam pa samo enega. In to je Renesansa, kjer se pogovarjamo o podjetništvu, marketingu in v digitalnih trendih. In podcast je takšen malo zastarel medij, ne? To je v resnici tako že nekih 10 let zunaj in res ni to nekaj novega, ampak v zadnjem letu je bilo toliko novih kakovostnih vsebin, toliko ljudi se aktivno posluša podcaste. Tako enostavno je v bistvu zgraditi neke skupnosti uporabnikov okrog tega, da podcast, in tudi če ste vi podjetniki, da greste v goste na kakšne podcaste, je ena izmed boljših variant. Pol ne moramo mimo srečanja v živo. Evo, to je iz vaših koncev, to je en takšen luštan dogodek, ki smo ga imeli v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom. Sem sta prišla Stela iz Ekve in Manca iz Volta in smo se pogovarjali o tem, kjer so brezplačni kanali, na katerih lahko dobiš nove kupce. Bil je res fenomenalen dogodek, podružili smo se, pogovorili smo se o vseh vprašanjih, ki vam praktično zanimajo in kljub vsem stvarem, ki so se dogajale v zadnjem letu pa pol, je to neprogrešljiva oblika in res nekaj takega, ki ti da neizmerno dodano vrednost na interakciji, ki jo imaš lahko z poslušalci oziroma z aktivnimi soudeleženci dogodka. Ja, to bi bilo bolj za reči. In še zadnja stvar, klele, Facebook skupine. Mene skozi sprašujejo, kam naj grejo
graditi svojo skupnost. Kje je najboljša platforma, da vzpostavljajo interakcije s svojimi skupnosti? In moj odgovor, že nekaj let je Facebook. Zakaj? LinkedIn skupine ne delujejo, ker enostavno ni vsebina v naši časovnici, se pravi v našem feedu, v tistem, kar LinkedIn avtomatično porine naprej. Ta druga stvar, ki je zelo pomembna, so notifikacije. Se pravi, vedno, kadar kdo na Facebooku objavi nekaj v skupino, če smo mi aktivni člani, bomo o tem aktivno obveščeni. In to je dobro iz vidika tega, da ljudje lažje odkrivajo te vsebine. Potem imamo pa še eno stvar, zakaj je meni Facebook tako krasen, zaradi tega, ker so ga ljudje navajeni uporabljati. Jaz sem imela tudi določene spletne skupnosti, ki sem jih hotela naprimer na Slacku zgraditi, a pa na drugih omrežjih, ampak enostavno ljudje, ki niso bili navajeni gledati vsak dan tja, ker niso še razvili te navade, so pozabili, da ta zadeva obstaja. Enostavno kot to. Zdaj trenutno so vroči vsaj v tehnologiji tudi Discordi, se pravi privatni Discord serverji. To, če delate karkoli na področju igrc ali pa hardvera, se pravi računalniških naprav, je za pogledati. Bomo kasneje dobili tudi kakšne primere na tem področju. Ampak ja, evo, v prejšnjem letu so bili tole Tele3 kanali, ki so imeli en takšen močen povratek. Ampak večino leta sem se jaz počutila nekako takole. Vse okrog mene je gorel in jaz sem mogla pač tako biti v redu s tem. In najdeti nove rešitve, najdeti ene načine, s katerimi se lahko poslovno s tem soočamo, ni bilo prijetno. Res je bilo ekstremno težko leto. Zdaj obeti za naslednjo leto tudi niso glih rožnati. Lahko, da se bojo kakšne zadeve umirile, da bo naprimer TikTok oglaševanje, ki bo lansirano v Sloveniji na začetku leta 2022, nam kompenziralo manko, ki ga imamo iz Facebook pa iz Instagrama oglaševanja. Ampak na to vse ne gre zanašati, ker šola, ki smo jo imeli prejšnjo leto, je bila kar intenzivna in govori o tem, da ne smeš biti odvisen samo od enega kanala. Se pravi, kljub temu, da nas je za večino, ki delamo s končnimi uporabniki, bila ta Facebook, Instagram oglaševanje, spletna stran in malo e-mail marketinga zmagovalna kombinacija, smo se zelo hitro mogli naučiti in zelo na boleč način v bistvu mogli naučiti, da moramo razvijati tudi ostale kanale. In tukaj je ključno, da imamo lastništvo nad podatki svojih kupcev, da zbiramo e-maile, telefonske številke, da smo enostavno prisotni na večjih platformah, zato da ni te morbidne odvisnosti, da ni te usodne odvisnosti, če se en kanal slučajen zmoti. In to mislim, da je bila lekcija leta 2021, ki jo moramo imeti vse. Ampak bolj pozitivnim zadevam naproti, danes se bomo res dotiknili v drobovje primerov, kako podjetja identificirajo in na koncu zmagajo na tistih kanalih, kjer so njihovi kupci in tam, kjer lahko naredijo oni največjo razliko. Jaz vam ne bom morila zdaj s temi modeli. Glede, če si hočete pogledati, sem dala screenshot od The Bullseye Frameworka, to je knjiga, izdal jo je ustanovitelj GoDaddy brskalnika, sprav tehnolog, ki piše o marketingu, kako zanimiva zadeva je pa to. Lahko si pogledate to kasneje, ampak edina poanta, ki jo ima ta model je, obstaja veliko stvari, čez to, da probaš vsako od teh stvari, boš najdel tistih par kanalov, ki ti bojo res dobro delovali. In če si zdaj mogoče pogledamo en case study od podjetja PitchBuddyPlan. Če slučajno ne poznate podjetja PitchBuddyPlan, oni delajo telovadno opremo, kot so naprimer elastike za treniranje spodnjega dela telesa, imajo tudi telovadne programe, fantastično online učilnico in so res takšen lep primer tega, kako je skupnost v srcu njihove poslovne rasti. In sicer klele na tem slajdu vidite, da oni zelo veliko komunicirajo preko družbenih omrežjih. Klele je večino screenshotov sicer iz Facebooka, ampak imajo fantastičen Instagram. Kljub temu pa morajo delati tudi ostale zadeve. Vsaka od njihovih strank se lahko včlani v Facebook skupino, ki ima trenutno koliko članov, 10,000, ja, točno 10,000 članov, tako da ja, tam se lahko pogovarjajo stranke med sabo in stranke s podjetjem, zaradi tega, da takrat, ko enkrat kupaš te njihove rešitve, da držiš stik s njihovo blagovno znamko. Izjemno pomemben pri njih je e-mail marketing. E-mail marketing v nekaterih primerih sestavlja tudi 20 do 30% vaše prodaje.
Tako da to ni stvar, ki si reče, kdo pa sploh še bere maile, to je resnična stvar. In kot smo se prej pogovarjali na tistem slajdu, ki je gorel, to je lastništvo podatkov od vaših strank in en takšen zelo dragocen in zelo profitabilen kanal, ki ga definitivno pogledajte. Pa pri njih je zelo zanimivo še tudi tale Exatlon zdajle, je prišla Eva, ustanoviteljica podjetja, na resničnosti šov in to je tudi fenomenalno. Ona je vzela to moč, ki jo imajo klasični mediji, v tem primeru televizija, vsi njihovi podaljški, v druge kanale in to bo neizpodbitno, definitivno koristili njihovim blagovnim znamkam. Tako da, če zdaj povzamemo tole študijo primera, pri njih skupnost, družbena omrežja, podprto je s Facebook oziroma Instagram oglaševanjem, e-mail marketing in tudi zdaj so se majčkeno klasičnih medijev še malo bolj intenzivno lotili. 5 kanalov, ne 3, ampak noben ne šteje, samo da je na koncu dober rezultat. Poglejmo si naslednjo stvar, o kateri smo se danes že malo pogovarjali, se pravi, to je Volt. Prej smo se pogovarjali o TikToku, zdaj moramo pa pogledati še par drugih kanalov, ki jih oni zelo uspešno uporabljajo. Manca se je na dogodku, ki smo ga imeli skupaj pri vas v Gorici, pošalila, da kadarkoli prodaja ne gre dobro, ona pošlje ven e-mail, hej, ta stvar je 20% ceneje in prodaja nekako kar magično oživi. Se pravi, te njihove akcije, komunicirane preko obvestil v aplikaciji oziroma preko e-mail marketinga, so blazno popularne. Ena stvar, kateri se moramo nujno pogovoriti pri Voltu, je še oglaševanje zunaj. Tlele vidimo sliko gospodiča, ki ima jakenco Volt in torbo Volt, čelado, vse je v isti barvi. In to sam, da vidiš, se spet spomniš na blagovno znamko. Oni ta svoj zunanji element storitve izjemno dobro izkoriščajo za to, da tudi nam, ki trenutno ne naročujejo, skozi to nekako v zavest sidrajo, da oni so tam in da oni so praktično povsod in da, hej, ne se spomnimo na njih še kaj. In pa Manca Šalehar, izjemna oseba, pa tudi izjemno veliko govori na dogodkih. Se pravi, na konferencah, jaz sem imela že na podcastu Renesansa, ona izjemno dobro deli znanje. Zelo je odprta glede tega, ima atraktiven način podajanja vsebin, tako da tukaj so pa tudi dogodki oziroma ta funkcija vsebinskega marketinga, predajanja znanja, izjemno pomembna za njihov uspeh na slovenskem trgu. Če vas pa zanima, kaj v drugih državah, bo treba pa Manco vprašati. Jaz vam lahko malo več povem o svojem primeru. Se pravi, to je pa primer mojega podjetja GrowthLab. Jaz se ukvarjam s prodajo profesionalnih storitev. To vemo, da je, rečemo, dolgočasen posel. Ne dolgočasen posel. Tradicionalne elemente uporabljamo zato, da se te vrste biznisi razvijajo. In sicer tukaj zgori sem vam dala diagram, po katerih storitvah pri meni največ povprašujejo. To so neki konzultingi, se pravi svetovanja v podjetjih, delavnice, potem pomoč pri grajenju njihovih ekip, pa pri tem, kako se pozicionirati kot podjetje. To so izjemno pomembne stvari v storitvenih panogah trenutno, zaradi tega, ker je bitka za talent. Če tako pogledam, sem pogledala konec lanskega leta, iz katerih kanalov sem pa jaz dobila največ povpraševanj. In sicer jih je tretjina prišlo iz priporočil zadovoljnih strank. Veliko pomen pri meni so imeli tudi online kursi, se pravi online tečaji, ki jih snemam in potem, kaj enkrat naredijo ljudje moje tečaje in vidijo, kaj jaz predavam in če jim je to všeč, me kontaktirajo, da potem kaj posebenega personaliziranega tudi še naredimo. Potem so pa dogodki in to, da sem enostavno prisotna na družbenih omrežjih. In evo, glede par slik, glede sem v firmi, to je švedska firma, drugače, Treton se imenujejo, v Ljubljani imajo pisarne, pa gremo tja, pa se malo pogovarjamo, pa kakšen projektek skupaj naredimo, pa se menimo, kako mislimo, da se razvija skupnost. Poleg tlele je en primer, kako sem jaz v bistvu pripravljala ponudbo za eno zelo veliko stranko in sem imela enega svetovalca,
ki mi je pomagal to ponudbo na podlagi poznavanja te stranke spraviti do popolnosti, da je bila takoj potrjena. In to so vse storitve, ki ustvarjajo dodano vrednost. To je business development oziroma pomoč pri svetovanju, pri sklepanju poslov. Tudi jaz sem velikrat v tej poziciji. Se pravi, moje stranke mene sprašujejo za razna priporočila in če jaz praktično že prodam njihovo storitev, se ponavadi potem zmenimo, da obstaja določena provizija za posredovanje posla, na isti način, kot je na primer na nepremičninah, zaradi tega, ker je druga oseba v bistvu zastavila svoje ime zate in ti priporočala ta posel. In pa pri meni so fantastičnega pomena še pač družbenega omrežja. Jaz imam res rada LinkedIn, tam naredim največ svojih akcij in tlele bi vsem svetovala, ki ste v B2B vodah, da se resno lotite tega omrežja, zaradi tega, ker ni niti približno tako zasičeno kot ostala omrežja in tam so res ljudje z namenom, da se nekaj učijo in da imajo interakcijo s strokovnimi vsebinami. Pa mogoče še ena malo bolj zabavna stvar. Jaz sem nedavno lansirala svoj LinkedIn Masterclass in sicer ful mi je bilo zanimivo, da se meni največ prodaj od tega online tečaja naredilo v bistvu čez priporočila raznih vplivnežev in po drugi strani tudi ljudi, ki so to dejansko kupili. Imela sem dinamiko, da sem dajala kode za popust, se pravi vsem, ki so pripravljeni biti priporočali, sem dala določeno kodo, ki jo njihova skupnost, njihovi sledilci lahko uporabijo pri nakupu, zato da sem tudi vedela nenazadnje, kdo je najboljši od teh, s katerimi sem delala. In tlele se je ustvaril res fenomenalen tok vsebin. Bila sem zelo hvaležna vsem tem osebam, ki so me seveda podprle, ampak ja, nepričakovano sem jaz, ni bilo več enot prodanih, ampak veliko enot je bilo prodanih preko Instagrama, ne samo preko LinkedIna. Ka meni je bilo tako malo logično, se pravi, ok, če je to LinkedIn online tečaj, pa se bo verjetno najboljš prodal prek LinkedIna. Ampak kot vedno v marketingu stvari te presenetijo in edino, kar veš, je, da se imaš ogromno za naučiti. Tako da ja, to je samo še ena zabavna zgodbica tega, kaj se je meni dogajalo v tem. In zdaj, če gremo tukaj lepo naprej v tem, kako izberemo najboljše kanale za vaš posel. Vmes skažem sliko tega diagrama, ki ga ponavadi uporabljamo pri definiranju tega. Nič narobe, če tega ne naredite. Jaz bi sam rada, da vmes, ko poslušate našo srečanje danes, naš modul, da si zapišete kakšno idejo, kaj bi bila naslednja stvar, ki bi jo vi lahko potestirali. In tlele pri testiranju je res pomembna hitrost. Se pravi, ne da imam jaz, 17 idej in pa si mislim, pa jaz nimam časa, da bi vse naredila. Res je pomemben, da si izbereš tiste ideje, za katere misliš, da boš imel najboljši rezultat na koncu in jih preizkušaš, zato da lahko v naslednjo iteracijo stopaš boljši. Nekaj ti pa lahko pri tem pomaga in to so raziskave trga. Zdaj bomo šli čez par primerčkov, kako so si podjetja fantastično zrihtala to stvar. Jaz sem tole razdelila na 4 različne korake, ki jih bomo tudi pogledali, praktične primere, ampak najenostavnejši način, kako veš, kateri kanali bojo zate najbolj uspešni, je, da enostavno vprašaš svoje kupce, preko katerih kanalov so te najdeli, ki so prvič zvedeli zate, kaj je vplivalo na njihovo nakupno odločitev. Enostavno, lahko to narediš v živo preko e-maila ali preko ankete, ni panike, dokler imaš te informacije. Ta druga stvar, ki je zelo luškana, so analize konkurence. Danes se bomo malo poigrali, pa bomo pogledali z različnimi spletnimi orodji, kako vemo, iz katerih kanalov prihaja promet na določene spletne strani. Pol so tukaj še v tretjem koraku podjetja, ki so res huda, ki so res ful dobra, ki imajo marketing na steroidih in jaz jih imam par takih na radarju, se vam lahko zaupam, trenutno največ gledam Burgo, pa Stronger, to so take lušne blagovne znamke življenjskega stila, ki so meni zelo blizu, tako da tam najdem mnogo kakšno idejo za testiranje pri tistih strankah, ki imajo svoje e-trgovine. Pa četrta stvar je pa to, da enostavno sam generiraš svoje znanje, da greš na različne kanale, da eksperimentiraš in da vidiš, kaj se pol naredi. In pol lahko s časoma predavaš
in govoriš o teh primerih, kot smo prej gledali od Mance, pa od mojega primera. To je lušna stvar. In evo, ker smo se prej malo pohecali s temi vprašanji, kako vprašamo kupce, ki zvejo za določeno stvar. Tole je primer iz online ankete, se pravi, to je spletna anketa, poslali smo kupcem povezavo do Typeforma. Typeform je en program za anketiranje spletno in tole so bili rezultati. Primer, ki vam ga kažem, je od hardvera, se pravi od računalniške opreme in tukaj vidimo, da top 3 kanali ne vključujejo Facebooka, Facebook je na 4. mestu, Instagram je na 6. mestu. In tukaj bi bilo res težko, nemogoče bi bilo, če bi mi enostavno rekli, gremo sam Facebook pa Instagram oglaševati in pozabimo vse ostalo. To bi nas vodil v neoptimalen rezultat. Tako da to je res pomembno, da vemo, sploh pa tale stvar Discord, ki sem vam že prej malo namigalna, to je, če imate kakšen visokotehnološki produkt, izjemno pomemben kanal, da ga pogledate. Ne rečem, da bo nujno deloval za vas, ampak da vsaj vidite, kaj se gor dogaja. Pol pa eno fulušno vprašanje še, kje se pa ponavadi dobiš največ informacij o tej kategoriji, ki jih prodajamo. In tukaj vidimo YouTube. Se pravi, to je nakupen proces, ki je zelo vezan na video vsebine in na učenje preko YouTuba. In iz teh zadev res dobite zlato svojo marketinške strategije in tole, če boste eno stvar odnesli od tega predavanja, daj prosim odneste to, da je treba kupce vprašati, kateri kanali so za njih naravni. Ok, rešen. Ampak poslušajte še naprej. Zapisujte si ideje še naprej. Pa so ful pomembni vaši lastni podatki. Se pravi, tukaj sta 2 posnetka zaslona iz Google Analitike. En kaže, iz kje prihaja promet na spletno stran, se pravi, iz kje obiskovalci prihajajo. Poj pa že malo namiga tukaj tudi, iz kje prihajajo nakupi. In mnogo katera podjetja se zataknejo v to, da mislijo, da te kanale lahko ločeno opazujemo. In kaj je problem, vsaj pri Google Analitiki je, da se ta atribucija kanalov glede na to, koliko pride obiska od tega in koliko je konverzij, dogaja na podlagi zadnjega klika. Vsi pa vemo, da ni sam tisti kanal, iz katerega smo prišli na zadnje na spletno stran, tisto, kar je dejansko vplivalo v naši nakupni odločitvi. Lahko sem prvič, Manco iz Volta poslušala na dogodku, pa šele pol šla googlat Volt, ampak tukaj v analitiko mi bo to dal po organsko, zaradi tega, ker sem jaz pač googlala Volt in bo naš algoritem to mislil, da sem jaz enostavno čarobno prišla na to spletno stran. Pa ni tako. Zato je še enkrat pomembno, da stranke tudi vprašamo, ki so prvič izvedle, pa da potem s časoma delamo te atribucijske modele, se pravi ne samo na podlagi zadnjega klika, ampak vseh drugih točk, ki so jih imeli za tukaj v tem primeru spletno stranjo. V realnem življenju lahko pridemo s pomočjo pogovorov ali pa anketiranja kupcev do te mere, da razumemo celotno nakupno izkušnjo, v kateri se bomo tudi pogovarjali v enem izmed drugih modulov, ki jih imamo skupaj v sklopu tega izobraževanja. Tako da mi moramo pa iti tukaj pogledati še en primerček, se pravi, to je pa primer od slovenskega podjetja Trislet. Oni pa delajo take luškane zapestnice, pa zapestnice niso njihov glaven proizvod. Oni te zapestnice prodajajo zato, da potem podpirajo sajenje dreves na kontinentih, kjer so ogroženi iz vidika forestacije. Se pravi, oni pomagajo naš svet delati dejansko lepši. In še enkrat strnemo te misli, se pravi, vprašali smo kupce, kateri kanali so, pogledali smo svojo analitiko, analizirali smo konkurenco, kaj delajo ostala podjetja, navdihnili smo se od enih podjetij, ki so pač marketinško huda in jih imamo radi, se pravi, smo si tam naredili še par screenshotov in pa smo se v bistvu še pogovarjali oziroma analizirali podatke, ki so nam jih stranke dale preko podpore strankam, se pravi stvari, ki so jih napisali kupci individualno. In tako si dejansko zgradiš en takšen celovit sistem. Zdaj pa jaz vidim, da tale slajd je že kar neočakan, da gremo minanga, če sam zaključim tisto misel, ki smo jo imeli prej. Pri definiranju tega, kateri kanali, dajte prosim uporabljati več metod, se pravi anketiranje, spraševanje kupcev, pogled v lastne podatke in tudi analizo konkurence. In zdaj si bomo pogledali
malo na primerčkih, kako pa zanaliziramo, kaj naši konkurenci oziroma podjetjem, ki so nam vzor, dobro dela. In sicer klele je spletna stran, ki jo lahko uporabljate za to, imenuje se SimilarWeb. Tole sem naredila na primeru od Gymsharka pa Stronger, to so mogoče te telovadne blagovne znamke za oblačila, ki jih poznate. In to je primerjava dveh blagovnih znamk med sabo, a ne? In tlele iz vidika kanalov je pomemben tale graf, se pravi, koliko dobijo oni prometa iz posamezne stvari, iz posameznega kanala. In tole mi skoči zelo naprej, se pravi, Gymshark ima bistveno manj obiska iz družbenih omrežij. Stronger mora očitno več oglaševati in jim je profitabilno oglaševati, zaradi tega se ta diskrepancija v teh kanalih pojavi. In takole iščemo nove priložnosti. Če gremo pikico naprej, še ena taka luškana stvar, ki jo jaz ful velikrat uporabljam, ko analiziram spletne strani, je pa tale vtičnik za Chrome, ki se mu reče Ghostery. Se pravi, ti enostavno prideš na spletno stran in če imaš instaliran Ghostery, ti bo avtomatično pokazali vse tiste stvari, ki jih ljudje uporabljajo za oglaševanje. Na podoben način lahko to narediš s programom BuildTweet. Greš na BuildTweet spletno stran in tlele sem zanalizirala na primer od Burge. Burga je en takšen luškan skandinavski proizvajalec ovitkov za telefone. Ti ovitki stanejo 40 €, res so lepi. V naslednjem predavanju jih bomo intenzivneje obdelali, ampak za enkrat samo za voljo primera. Tlele grem na spletno stran BuildTweet, vtipkam noter njihovo spletno stran in bam, dobim seznam vseh stvari, ki jih oni uporabljajo. In kaj mi je bilo tukaj zanimivo? Oni za e-mail marketing, na primer, uporabljajo program Klaviyo. To je bila ena taka stvar, ki mi je takoj skočila ven, a ne pa je na prejšnjem slajdu, ko sem šla z Ghosteryjem, se pravi s tem Chrome vtičnikom, še nisem bejela oziroma ugotovila, kaj oni uporabljajo, ker ni bilo te integracije. Tukaj sem pa dobila še dodatne informacije, ki jih rabim. In na ta način lahko vidim, katera orodja oziroma katere konkretne rešitve uporabljajo moji konkurenti ali pa podjetja, po katerih se zgledujem, zato da upravljajo marketing. Strašno zanimiva zadeva, imejte ogromno zabave, ko boste to naredili. Podobno orodje, ki se primarno sicer ukvarja z optimizacijo spletnih strani za brskalnike, je SEMrush. To je tudi ena taka stvarca, ki jo lahko zelo na hitro sprobate. Se pravi, klele sem gledala, kako ima ta spletna stran Burga prometa in kako se ta promet spreminja. Možno je tudi pogledati, katere oglase imajo spletna stran gor, če analizirate konkurence. In jaz bi rekla, da tole je malo bolj napredna vsebina, da s prvimi 3 orodji, se pravi SimilarWeb, z Ghosteryjem in z BuildTweetom, lahko dobite že večino informacij, ki jih rabite in vam bojo res pomagale narediti vaš masterplan. Iz oglaševalske strani je pa zgodba še pikica malo bolj zanimiva. Mogoče že poznate, a pa se boste na novo naučili, ampak za vsako podjetje na svetu, ki oglašuje na Facebooku, je možno videti vse njihove oglase. Greš v Facebook Ad Library in pogledaš, katere stvari so oglaševalsko pri njih trenutno aktivne. In na ta način dobiš kar številne ideje, kaj bi ti še lahko preizkusila ali pa preizkusil v oglaševanju. In to je še eno tako orodje, ki sem vam ga hotela povedati, zato da boste dobili te ideje za eksperimente, pa da boste videli, kaj delajo najboljša podjetja na svetu. Ampak ja, spet je stvar taka, da tisto, kar imaš, nujno ne ceniš, oziraš se vedno za stvarmi, ki jih nekako nimaš. Tako da tlele vam polagam na srce, lekcija je, da dajte se osredotočiti na tiste kanale, ki vam že dobro delujejo. Če imate kakšen takšen kanal zvalidiran, ne skozi sam biti kot una sraka, ki išče naslednjo svetlečo stvar. Tako da 80%, 90% truda ne gre v tisto, kar že veste, da imate in vam dobro funkcionira, 10% truda pa investicije pa v stvari, ki bi jih radi preizkusili. In točno o tem se bomo danes pa malo pogovarjali, se pravi stalno eksperimentiranje. Zdaj smo se veliko ukvarjali s procesom ideacije, kje dobimo ideje, ki bi jih radi testirali. Zdaj bomo pa šli zelo hitro še v en program, kjer se bomo pa naučili še, kako se prioritizira. Pomen te faze je, da ne moraš vseh stvari narediti naenkrat, ampak da moraš izbrati svoje, bomo rekli, boje,
čeprav niso nujno boji. In ajde, gremo zdaj tole narediti. Tukaj imamo lepo primer. Program, ki ga zdaj uporabljam, za to je Miro, to je virtualna tabla za sodelovanje. In sicer najprej si izbereš posloven cilj. Moj posloven cilj, naprimer do konca leta, je prodati še za 20 000 evrov svojega LinkedIn tečaja. Tukaj sem si malo razdelila, kako bi mi to lahko uspel, glede na trenutno stopno konverzije, ki jo imam na spletni strani, ampak ni niti to takoj pomembno, tukaj se lahko poglobite v to kasneje. Pomembno je, da bom zdaj zapisala ideje, s katerimi bom lahko dosegla ta cilj, ki ga imam, in razmišljala bom o vseh kanalih, ki so mi na voljo, in jih poskušala prioritizirati, glede na to, koliko verjetno bo kakšna stvar delovala. Tako da, dajmo na hitrico skupaj generirati 3 idejčke. Se pravi, vprašanje, ki ga imam, je, kako lahko prodam 30 enot na teden, zato da bom do konca leta prišla na to cifro, ki si jo želim narediti. In prva ideja, glede na to, kva sem se trenutno naučila, je, da dam popust za Black Friday. Popusti vedno super prodajajo. Naslednja stvar, kateri razmišljam trenutno, je, kako prodam 30 enot na teden, da prodam podjetjem paket 10. Krasna stvar, pa bom imela 10 od 30 že rešenih. Pa še kakšna taka stvar, ki bi se jo lahko spomnila, kako bi lahko uporabila to znanje, ki ga imam zdaj v marketinških kanalih. Organiziraš webinar, ker naprimer lahko jaz predstavim feedback na posamezne kanale oziroma na posamezne LinkedIn profile tudi, ali pa naredimo kakšno študijo primera, kako lahko LinkedIn res pomaga pri tem. In zdaj, če na hitro razporedim te kanale v prioritizacijsko matriko, glede na to, koliko težko je nekaj narediti, se pravi, tukaj low effort pomeni, da je zelo lahko, da je zelo pocen in da je zelo hiter, pa imam pa še eno dimenzijo tukaj, ki se pa imenuje vrednost, high value pa low value, to pa pomeni, koliko verjetno bo meni res to uspel, koliko verjetno bom imela profit in dober revenue iz tega v svojem biznisu. In zdaj, če pogledam popust za Black Friday, sicer je tako malo sezonsko omejen, ampak ker tole snemamo, smo v tej pravi sezoni, to je stvar, ki bo imela siguren visok vpliv na moj posel in je brez problema za narediti, zato ker imam online tečaj in me itak to nič ne moti, tako da to bo do it now, to je nekaj takega, ki hočem definitivno hitro narediti. Pol prodam podjetjem paket 10 tečajev naenkrat, ima lahko izjemno veliko vrednost za moj posel, je pa zelo naporen se spraviti v ta prodajen cikel s podjetjem. Tako da, tlele bo bolj tole, organiziraš webinar, je pa tudi v bistvu ena taka stvar, ki mi vzame ogromen dela, se pravi, sem na high effort strani, value, ne vem, ker še nisem preizkusila, ampak si predstavljam, da bi to nekje tukaj bila. In klej čar tega, kar delam, da bom najdla tiste stvari, ki mi bojo pomagale v najkrajšem možnem času dobiti najboljši možen rezultat. In to je super. To imam res rada, zaradi tega, da se ne razpršim čez 15 različnih kanalov, ampak najdem tiste stvari, ki bi jih rada preizkusila in za katere sem samozavestna, imam dober občutek, da bojo res potem v poslu dobro delovale. In to je to. Zdaj gremo pa mogoče sam še na zadnji del, ki bi vam ga rada danes pokazala, in sicer to je pa, kje se lahko še naprej družimo in povežemo. Evo nas. Jaz bi vas ful lepo povabila, res iz srca vas lepo vabim, da se pridružite skupini Growth Hacking Slovenija. 5500 nas je, odgovarjamo si na vsa vprašanja, iščemo priporočila za nove stvari, ki bi jih radi testirali skupaj. To je fenomenalna skupnost. Jaz mislim, da največja skupnost v Sloveniji za digitalni marketing in klele se razreši vse, tako res je, takšen kolegialen in v redu duh. Ta druga stvar, ki bi vam jo želela ponuditi, je, da se povežemo na LinkedInu, tam jaz praktično največ objavljam. To je moj
je glavno družbeno omrežje, kjer sem najbolj aktivna. In tretja stvar, če vas digitalni marketing in podjetništvo res zanima, vas vabim še, da prisluhnete podcastu Renesansa. Tako da na tej točki bi se jaz poslovila. Lepo bi se zahvalila za vašo pozornost, ker smo šli skupaj čez tole zabavno potovanje, kako najdemo kanale, ki za nas dobro delujejo, kako dobimo ideje za to, kaj bi preizkusili in ne nazadnje, ker ne moramo vsega naenkrat, kako to prioritiziramo, zato da nam bo res uspelo. Upam, da ste se imeli dobro z mano, če pa vam ni bilo všeč, me pa lahko še kaj vprašate na LinkedInu. Evo, skozi se povezujemo. Lepo bodite, srečno v življenju pa proslu. Adijo.